Učenci 6. in 9. razreda osnovne šole X so med poukom na daljavo dobili predvsem ocene iz ustnega preverjanja. Je bilo malo zahtevno, ker nisi imel učitelja direkt pred sabo. Smo imeli napovedan, pa smo se bolj lahko pripravili. Ni bilo toliko ocen, niso toliko ocenjevali strogo. So pomagali nam dobiti boljšo oceno kljub razmeram, v katerih smo bili. Zame je bilo ocenjevanje na daljavo bolj stresno. Se pa pozna kakšna boljša ocena pri določenem predmetu. Učitelji že opažajo prve posledice večmesečnega šolanja na daljavo. Učenci so slabši na gibalnem področju, mlajši otroci so se zelo navezali na mame in pogrešajo njihovo bližino. Pri starejših učencih pa je postopoma splahnela volja do učenja, zato so stiske pred testi in ocenami zdaj večje. Zdaj imamo kratko kar nekaj testov. Malo sem pod stresom, zato ker da se bo treba veliko več učiti. Te cel razred posluša in imaš večjo tremo, kot pa prej, ki je bilo večinoma 1 na 1. Imamo pa zmer več testov, zaradi tega, ker pač želijo učitelji na čim bolj preprost način dobiti ocene od vseh. Sklepi ministrice določajo, da morate biti pri predmetih, ki jih imate na urniku največ 2 uri tedensko, ocenjeni najmanj 2-krat v šolskem letu. Če je predmet na urniku več kot 2 uri tedensko, morate biti ocenjeni najmanj 3-krat, pri vseh drugih predmetih pa vsaj 1-krat. Večina učiteljev je šla res na minimalno število ocen. Ocenjevanje namreč zahteva tudi čas, tako pisno kot ustno ocenjevanje. In glede na to, da ciljev nismo uspeli realizirati v taki meri, kot če bi bili v šoli, potem ta čas lahko uporabimo za utrjevanje znanja, za utrjevanje in jemanje nove snovi. Znanje vseh osnovnošolcev v letošnjem šolskem letu ni enako. Učitelji so prilagodili tudi učne cilje in ostale veliko nepredelane snovi. Znanje je različno, zato ker eni sploh niso delali. Se vidi, da prek doma so veliko plonkali in da nimajo tako dobrega znanja, kot bi ga lahko imeli. Za srednjo šolo bo sigurno kakšen problem, a ne? Malo me pa skrbi zaradi tega, ker enih stvari vem, da bi se lahko bolj razložile v šoli, kot pa na daljavo. Kljub temu se mi zdi, da bom kar v redu šanse, da grem naprej na tisto šolo, na katero si želim. Spet bomo prišli v nek nov sistem učenja v srednji šoli. Če bomo prek interneta delali, ne bomo uspeli spoznati vseh sošolcev in bomo v bistvu prišli v neznano okolje in to sami.